Lepo pozdravljeni vsi, ki ste si danes vzeli čas za temo, katero bomo danes poskušali malo poglobljeno iti skozi, se malo bolj podrobno pogovarjati o tem, kakšne so naše življenjske potrebe in kako se te življenjske potrebe izražajo v starosti. Res fino, da nas je toliko, res ste me zelo presenetili, ker sem ravno organizatorjem potožila, da včasih ostanem tudi sama v dvorani, ker se enostavno ni odziva na teme v zvezi s starostjo. Verjetno zato, ker nihče noče se starati, ker imamo vsi težave, ko se z leti nam nabirajo določene težave, ali fizične, ali duševne, ali kakšne druge, malo duhovne stiske, ko se začnemo malo primerjati, kakšni smo bili pred 10 leti, kakšni smo pa zdaj, pa kaj še vse nas čaka, ko pogledamo starostnike okrog nas. Izvolite, kar naprej. Tako da sem vas res vesela, da ste pripravljeni tudi kakšno urico posvetiti se takšni temi, sploh, ker smo taka pisana družba, če tako na hitro pogledam, smo iz vseh generacij, edino otrok nimamo tukaj, tako da je za mene to zelo pozitivno, da je tako različnih starosti smo vseeno skupaj. Torej, sem diplomirana medicinska sestra, delam v domu upokojencev že 22 let in stvari, ki vam jih bom pripovedovala in poskušala se pogovarjati, vi me vmes lahko tudi kaj vprašate, ker včasih nima smisla, da se stvari kasneje na koncu kopičijo, lahko tudi vmes kakšno vprašate, roko dvignete, da vas opazim, da vem, kaj bi pri določeni temi želeli še podrobneje, da povemo. Torej, kot sem rekla, delam v domu upokojencev in je moj stik z starim človekom bil že tudi iz mojih zelo mladih let in moram reči, da vse, kar vam bo govorila, ni potegnjeno samo iz knjig doktora Mauša in njemu podobnih strokovnjakov, ampak so me to tudi povedali in predvsem svojim življenjem naučili stari ljudje. Zato bi vam želela danes govoriti o njih, o teh potrebah, ki jih imate, tisti, ki ste že v tistih letih in pa tudi je pomembno, da smo mi ostali, pripravimo, da smo pozorni na to, kaj starostniki okrog nas potrebujejo, pričakujejo, ker sem mnenja, da te stvari, če se bomo učili, postali odprti, pozorni za te potrebe, bomo tudi sami naše mlade pripravili na to, da bojo pozorni na nas, ko bomo še starejši in bomo še bolj potrebovali razumevanje, podporo in pomoč naših mlajših generacij. Poznavati osnovne življenjske potrebe je pomembno v vseh časovnih obdobjih, tako pri mladini, tako v srednji generaciji in tako tudi v starosti. S tem, da je v vsakem delu življenja je pač odvisno, so ene določene potrebe v ospredju. Mladim je bistveno drugače, so stvari bolj pomembne, kakšne druge stvari kot pa starosti, to hočem povedati. Je pa pomembno, da se zavedamo svojih potreb, ker nam zadovoljevanje teh potreb v kateremkoli življenjskem obdobju nam daje kvaliteto življenja. Zato, ker ne moremo trditi, da lahko zanemarimo, zdravje, prehrano, osnovne življenjske potrebe, pa se gremo, samo uresničenje, samo podobo bomo gradili. Težko, če smo lačni, če nismo umiti, če nismo osnovnih življenjskih potreb uredili. Tako da je pomembno v življenju tudi prioritete. Najprej gremo k osnovnim potrebam, kot je hrana, pijača, higiena, toplota, varnost, kasneje se gre na te smisel življenja, podpora in razumevanje okolice, da nismo osamljeni, da imamo ljubeče ljudi okrog sebe.
O tem je tudi govoril Abraham Maslow, to je psiholog, ki je to razdelal v podrobnosti. Za nas je pomembno, da vemo, da se ne moramo iti filozofije, če nimamo osnovnih življenjskih potreb rešenih. Tako to je v vseh časovnih obdobjih, v vseh življenjskih obdobjih in tudi v starosti. Kaj je še pomembna izkušnja, ki jo moramo vedeti, kadar delamo s starimi ljudmi, ali tudi kadar imamo te stike v sorodstvu ali kjerkoli v sosedstvu, ker stari človek je, kjerkoli se obrnemo, bomo srečali nekoga, ki je že kar v letih. Da so v osnovi stari ljudje v večini primerov zelo dobro materialno, bom rekla, zadovoljene so te materialne potrebe. Imajo stanovanje, imajo tudi prehrano urejeno, če drugačne pridajo te servisne dejavnosti v ospredje, kot so dostava hrane na dom, vse to znamo urediti. Težko je pa na tem področju, kadar se gre socialna mreža ustvarjati, kadar se gre zadovoljevati potrebo po človeškem stiku, po tej toplini, po tem, kako preprečevati osamljenost med starimi ljudmi. In tu je naš največji izziv za srednjo generacijo in tudi za mladino. Zato tudi želim govoriti z vsemi, ki jih zanima te stvari. Najlažje je kosilo naročiti, najlažje je v trgovino iti, takšni smo, ne? Fizično smo hitro lahko aktivni, porihtamo vse, počistimo stanovanje, najtežje pa se je dol sesti, pa enostavno poslušati, se pogovarjati, se vzeti čas. In to je tudi zelo pomembno, pri starem človeku še bolj. Včasih imajo raje, pusti se, še imam kruh od včeraj, ne letaj okoli, sedi se za mene. Ne. To je zelo pomembno. Druga taka zadeva, ki je zelo, zelo pomembna in je ne smemo nikoli pozabiti, sploh vi, ki ste starejši, pa se vam zdi, da to ni pomembno, da vas noben ne bo poslušal, preizkusite malo nas. Potreba predajati svoje življenjske izkušnje naprej. Na splošno gledano, tudi meni pri 43 ali vam pri ne vem kolikih letih, pa tudi pri 15-letniku, če mlajšemu bratu ne more dopovedati nekaj, kaj je on že gor prišel, čisto po domače, kar je že on sam preizkusil, pa reče ta mlajšemu, glej, to se tak pa tak dela, to niti nema probave drugače, ker samo tak pa tak gre. Isto je tudi pri nas, ko mi predajamo, srednja generacija, neke mladini, pa nas ne poslušajo, ne? Pa smo malo zafrustrirani, zakaj moraš se sam probati, glej, jaz nekaj izkušenj imam in to želim povedati naprej. Zelo pomembno pa je, da prisluhnemo starim ljudem. In tisti, ki ste že starejših letnikih, dajte to povedati naprej, kar imate v sebi, kaj znate, kaj ste že izkusili. Vem, da smo včasih zelo neposlušni poslušalci, ne? In si ne damo marsikdaj kaj povedati, ampak zato pa grem pa povem te stvari. To je zelo pomembno, da poveste, kaj se je dogajalo v vašem času. Kako ste vi svojo mladost preživeli, kako ste vi svoje otroke vzgajali, kako ste se poročili, kje ste moža srečali. To so teme, katere bo vsak mlad človek pa rad slišal. In bo tudi bogatejši zaradi tega. Ne misli, da so to stvari, ki grejo kar tako. Nimajo smisla, so bile, pa jih ni več in niso več pomembne. To je zelo pomembno. In pa vse to, temeljni osebni človeški stik s človekom in pa predajati izkušnje vsem ostalim generacijam naprej, dajajo to tretjo potrebo, utrjujejo, potreba, da človek doživlja svojo starost smiselno. Največja kriza v starosti je ravno ta, da imate ali imajo občutek, da nič ni bilo z namenom, da je bilo vse v nič. Sem, ne vem, delal toliko časa, to mi zdaj ljudje pravijo, ne. Poglejte, pa država gre cu grunt. To doživljajo stari ljudje kot zelo veliko bolečino, ne. 40 let pa še več so dali v to zdravstveno blagajno. Zdaj, ko pa treba priti v zdravniku, pa ko treba priti v lekarno, doživljajo to
zdaj sem pa breme. In takrat, kadar vse te zunanji faktorji vam govorijo zelo negativne stvari, smo mi, človeški faktor, na potezi, da starostnikom damo občutek, da je njihovo življenje imelo smisel. Da je njihovo življenje imelo neko osnovno vlogo tudi v našem življenju. Če ne bi bilo tebe, babi, ne bi bilo mene. Če ti ne bi, na primer, zazidala take vredo hiše, da še 3 generacije not stanujemo, ne bi bilo nič. To so stvari, katere je treba uvideti, spoštovati in tudi si medsebojno podeliti in povezati. Zato tudi mlajšim generacijam polagam to na dušo in srce. Dajte se zanimati, kako so živeli vaši stari ljudje, kaj so vlagali v svojem življenju, kaj jim je bilo pomembno, zato da se lahko tudi mi, mlajši, srednja generacija, gledamo na svoje življenje bistveno drugače. Kadar meni stari ljudje pripovedujejo svoje življenjske zgodbe, verjemite, da naenkrat moji problemi postanejo tako majhni, ne. Pa čeprav je vsak cajt imel svoje tipične težke momente. V nobenem zgodovinskem obdobju ni tako gladko šlo nobeni politiki, pa tudi ne zdravstvu, pa tudi ne šolstvu, kaj vse se spreminja. In vsak ima svoje neke značilnosti, pa nič ni pa brez smisla. In vedno vas spodbujam, pozanimajte se malo pri starih ljudeh, kako je bilo v njihovih časih, čeprav se to mogoče tako klišejsko sliši, je pa to dobro tudi zato, da mi svoje življenje vidimo pozitivno. Ko smo na tleh, ko vidimo, kako stvari grejo, pa nam ne grejo. Zahtevni smo, vsaka generacija je vedno bolj zahtevna. Ampak včasih se je dobro vrniti k tej preprostosti, s katero so pa stari ljudje tudi znali zelo dobro in kvalitetno živeti. Mi velikokrat kompliciramo, smo zahtevni. In se včasih preko starih ljudi se mi zdi, da se vračam k bazi. Kaj pa je pomembno v življenju? Ne? In to mi stari ljudje povejo. Prvo smo rekli, je pomembno, ne moramo filozofirati, če nimamo osnove porihtane. In ta materialna preskrbljenost je v starosti še kako pomembna. Glejte, kako je včasih bilo. Včasih so si stari ljudje materialno preskrbljenost zagarantirali s tem, da je kmetija delala, imel je nepremičnine, imeli so posesti, imeli so njive in to je nekako bila njihova tudi dediščina in garancija, da bojo pa živeli še generacije naprej, da bojo delale, da bojo imele kmetijo, da bojo imele hrano, da bo živina v štali in te zadeve. To je bilo pomembno. In ti ljudje, ki so tako živeli, so tudi vse svojim generacijam predali. Smisel kmečkega tega stila življenja je bilo mladini predati stvari, naučiti jih, kako so delali včasih, katera njiva najboljše obrodi, katera je bolj za travnik, katero trto je treba negovati. Vse te stvari so si tudi ustno predali, ampak to je bila tudi njihova materialna preskrbljenost. Dan današnji starostnik ima pokojnino. To je njihova glavna materialna preskrbljenost. Poleg tega, da so veliko vlagali, mi smo Slovenci, smo takšna populacija, ki veliko damo na lastništvo, da je naša hiša, da je naše stanovanje. Nismo radni podnajemniki, nismo radi nekje kar nekaj, ne. Američani se non-stop selijo iz države v državo, ne. Nima smisla, da kupujejo hišo. Če jo kupijo, potem res morajo biti ziher, da bojo tam, ne. Drugače pa so bolj selitveni narod. Nam, Sloveniji, so mi povedali, smo bolj lastniški. Imamo radi to. In tudi stari ljudje so zelo, zelo cenili te zadeve, ki so jih ustvarili. To je bila njihova velika pomembna zadeva, hiše, stanovanja. In tudi zdaj v starosti jim je to pomembno, to bom dal mladim naprej. Pridemo tudi do tega, da ne dajo iz rok. Ne? Je težko, če si 40 let nekje navezan, je to en proces, da to daš iz rok. Ne? In zato je tudi pomembno, da smo medgeneracijsko povezani, ker če vam star človek zaupa, potem tudi vam bo zaupal stanovanje,
ker bo vedel, da tu od zadaj ne bo nobenih spletk. Velikokrat so stari ljudje zelo razočarani, ko predajo nepremičnine, mladi kar grdo naredijo z njimi. Žal, to je realnost. Je kriza v odnosih, ne? In takrat stari ne upajo, ker potem ne vejo, a še bojo lahko v stanovanju ali ne, ali bo poskrbljeno za mene ali ne. To je vse okrog materialne preskrbljenosti. In danes je to zelo pomembno. Danes je zelo pomembno obdržati svojo materialno samostojnost. Mi smo tudi tako vzgojeni in tudi starostniki, ki zdaj jih sprejemam v dom, naprimer, ki so zdaj 80 in več, so samostojni. Ne visijo nobenemu na vratu, imajo svoj denar, svoje vire, svoje nepremičnine, od katerih črpajo neke način za preživetje. Nobenemu biti v breme. To je zdaj neka glavno sporočilo. Veliko je tudi že neporočenih starostnikov, ki niso nikoli imeli družine, ti so še bolj rizični, kaj se tega tiče, in so zelo, zelo fokusirani na to, da ja, ne bojo niti države, niti občini, nobenemu v breme, oni bojo sami sebe pripeljali skozi življenje. Ne? Zato je toliko pomembno o tem, da je materialna preskrbljenost dorečena. Ker brez tega se ne moramo iti potem nič naprej. Ne? Še eno zadevo, ki jo tudi dr. Ramovš zelo propagira, je delati dokler lahko. To ne pomeni, da boste zdaj vi po tisti dobi od do penzije še kar, ne vem, v firmi, ne? Ali pa karkoli, ampak gre za te za pogodbene zadeve. Zakaj ne bi predajal znanje naprej, če še znam? Če sem učiteljica, zakaj ne bi inštruirala še kar naprej? Mladina danes ima take krize v šolah, da mi kot starši smo čisto srečni, če ima kdo čas, ne? Da lahko kaj še nauči naše mlade. Potem še bolj pa to prostovoljstvo, naprimer. Veliko starih ljudi doživlja po prihodu v pokoj tudi krize. Kaj pa zdaj? Zdaj pa ves čas mi ostane. Zdaj pa več nimam kam iti. Ne? Prej je bil ritual. Vsako jutro sem vstala, sem šla, sem to oddelala, mi je 3/4 dneva minilo in kaj bom pa zdaj z vsem tem časom. Ne? In velikokrat to zdravljenje teh osnovnih stisk in depresije ob tem prehodu je tudi to, ali pogodbeno kaj podaljšati, ali pa se vključiti v nekaj Karitas mreže, prostovoljstvo, obiskovanje nekoga, ne vem, karkoli. Veliko ljudi tako prestane tiste stiske, tisto dilemo, kaj pa zdaj, a zdaj pa več nič ne pomenim, ker ne delam v službi. Ne? In to polagam nam, ki še delamo, ne, je treba razmišljati že zdaj. Ker včasih je potem to, če preveč visimo, da nam osmišljuje samo delo, življenje, lahko potem zelo veliki vakuum nastane. Ne? Moramo imeti tudi že zdaj kakšne vzporednice, malo oči obrniti levo, desno, da se ve, kaj pa bom čez 20 let. Čeprav se čudno sliši, ne? Ja, ampak čez 20 let se bom učila francoščino. Upam, da bom še tako pametna, da bom dojemala, naprimer, ne. Zdaj pa nimam časa, ne. Naprimer, to so ene take zadeve, v katerih pa srednja generacija mora razmišljati. Druga takšna potreba je ohranjanje telesne, duševne in delovne svežine. Malo se že navezuje na to, kaj sem zdaj govorila o tem delu, o tem, ali je to plačljivo delo ali neplačljivo delo. To je zelo dobro, ker s tem tudi možgane ohranjamo aktivne. Ne pustiti možgane na pašo. To je najboljše zdravilo proti demenci. Skozi nekaj delati. Ali je to intelektualno moje poklicno delo malo še vzdrževati, ne? Neke niti, ali so to kakšne branje, ali je to kakšno križanke, karkoli na tem področju, kar nam je bilo že vedno malo bolj zanimivo, ampak zdaj pa imam še več časa, pa bom to počela. Ne? Ohranjene telesne svežine, verjemite, kakorkoli se to preprosto sliši, to ni tako preprosto. Že zdaj ni preprosto, ko sem v teh letih se ne spravim nikamor. Ne? Ker je služba, ker je družina, ker si utrujen, pa ne bi šel na sprehod, pa ne bi šel na telovadbo, pa ne bi nič. In ko si pa prihajamo v pokoj in ko imamo veliko prostega časa,
moramo vključiti fizično aktivnost obvezno. Tu je ena gospa je prišla s palcami, ne? Super. Nordijska hoja je čisto in čisto preprosta zadeva, ne rabite nekih velikih inštrukcij, ampak s palicami hoditi je že čudovito, ne? Tu imamo v Mariboru tudi veliko teh točk in Pohorje in eno in drugo, je zelo veliko možnosti, ne? Popularno je tudi, da je ta telovadba, že v skoraj vsaki mestni četrti se nekaj zbirajo ljudje, imajo te telovadbe, ki so ne tako agresivne kot v kakih fitness centrih in se je zelo dobro tukaj vključiti, pozanimati. Društva upokojencev, slišim, da so zelo aktivna na teh področjih. Zadnjič smo se ravno pogovarjali, vsak četrtek grejo v Radence na plavanje z avtobusom. Super, ne? Take stvari je treba poiskati, to tudi vam okupira dan in naredite pa veliko za svojo fizično kondicijo, za to, da ostanete čim dlje zdravi. Ne samo gibčni, ne samo fit, ne samo lepe upokojenke, ne? Ko jih gledam, ko so ene bolj spočite, pa sfrizirane, ko v službo hodimo, ne? Kar je logično, ne? Je tudi za zdravje zelo pomembno. Ženske pa osteoporoza, veste, da je to je naša groza. Osteoporoza nas lahko zelo, zelo omeji, kvaliteto življenja vzame in z gibanjem tu ustvarjamo še nekaj te kostne mase, še se nekaj dogaja, ne pustimo kar takoj, da bi nas sesulo, ne. Sicer nismo vse enako nagnjene k temu, ampak je pa kar problematično, ne. Na zdravje, srčno-žilne bolezni, ni človeka, ki ne bi imel že visok krvni tlak in spet za telesno aktivnostjo, za vsemi temi dejavnostmi, malimi ali malo bolj zahtevnimi. Imam ljudi v domu, ki so vsak dan na Pekrski gorci že zjutraj, ne, s palicami gor pa dol in ne more mini dan, če ne bi šla, vsaj enkrat. Jaz sem ji obljubila, enkrat bom šla zraven, samo ne vem še kdaj. To so stvari, katere vas ohranjajo zelo, zelo dobro fit in je zelo pomembno. To ni samo nekaj, kar je se lepo vidi, pa sliši, pa gre v športni opremi, pa se fajn zdi, je življenjskega pomena, v starosti pa še bolj. Ampak mi že zdaj moramo začeti, tisti, ki še niste v penziji. Mi moramo zdaj začeti. Načrt si vse narediti, da bomo nekaj počeli na tem telesni kondiciji in svežini, ker vse se ne začne, ko pridemo v penzijo, ne. Stvari, če jih nismo peljali skozi življenje ali pa se jih pripravljali ali pa jih učili, jih na starost ne bomo zmogli. Moramo že zdaj. To tudi predvsem sebi govorim. Duševna svežina. Duševna svežino pa govorim predvsem v tem smislu, kot je to ne samo, branje malo bolj zahtevne literature ali kaj takšnega, ne. Predvsem so to tudi ti socialni stiki. Če bomo se skozi zapirali vase in ne bomo niti razpoložljivi za to, da ljudje pridejo do nas, bomo na stara leta dokaj osamljeni, ne? Ker tudi to se ustvarja skozi celo življenje. Tudi svoje sorodnike, svojo mladino si boste pritegnili že zdaj k sebi, da vas bojo čez 20-30 let še vedno imeli zelo, zelo radi. Ampak to se gradi skozi celo življenje. Tako da, katerakoli generacija, vsi smo nagovorjeni. Jaz velikokrat rečem, ne, jaz bom tudi tako dezorientirana, jaz se že zdaj zgubim, ne, tu, dobro, da mi je toliko puščic bilo, pa sem samo naslove spremljala, aha, tu sem, ne, in to je bil gospod Stanko in rešeno, sem jaz imela koordinacijo, ne. To so stvari, s katerimi nas bojo mladi rasli ob nas, nas sprejemali, nas spoznavali. Jaz pravim, da čez 30 let jim bo že čudno, če ne bom nič zgrešila, ne? Da bom čisto vse našla takoj. Ampak moramo delati na teh odnosih, ne? Celo življenje. Drugače nas na stara leta ne bojo kaj preveč tolerirali, bom rekla, ne? Tolerirali, ker velikokrat skozi življenje ustvarjamo tisto toplino, pa navezo, ampak ko nam upadajo stvari, pa predvsem bomo si želeli eno razumevanje in toleranco, da sem taka, kot sem.
Ne več taka, kot sem bila pri 20, 30, ampak taka, kot sem takrat. In smo že pri tem medčloveškem odnosu, ki je zelo, zelo pomemben v starosti. To sem že od začetka omenjam in skozi se ta rdeča nit vleče. Predvsem v starosti je pomembno tesna povezanost z nekim svojim človekom. To imam v navednicah svojim, kot sta tukaj dva zakonca, ki sta tudi v starosti skupaj v domu upokojencev, ker je to zelo pomembna naveza. Kadar pa se zgodi, da eden od zakoncev umre, je pa tu velika kriza, velikokrat. In je na tistem, ki ostane, veliko, veliko dela, da si osmišljujejo življenje, da si postavljajo stvari na čisto drugačen način. Kaj zvem, mi, ki smo mlajši, si sploh ne znamo tega predstavljati, se nam zdijo stvari samoumevne. Vsi so okrog nas, vse je okej, vsi smo še živi, dokaj zdravi in je to. Imamo polno drugih stvari, ne. Kadar pa si 40, 50 let poročen, ta dva sta imela, mislim, da 60 let poroke, so to bistveno problematične situacije, kadar vam takrat partnerka naenkrat zgine življenja. Lahko pride do velike depresije, do velikih težav in če boste v taki situaciji, bodite za njih opora. Takrat so najbolj ranljivi, takrat se najbolj sesujejo in tudi najbolj potrebujejo vse ostale. Kljub temu, da bojo se mogoče delali pogumne in bojo mislili, ne rabiš se obremenjevati z mano, saj bom. Ni, takrat vas zelo rabijo. Takrat jih vključujte in če ste pa že kot vdovec, vdova v tej situaciji, pa tako sami veste, o čem govorim. Bi pa vam tudi položila na srce, ne se izolirati, če ste vdova, vdovec. Včasih je to, vse prva leta je groza, ampak kasneje, pa naj vam to ne bo izgovor za neko samotarsko življenje, ne. Velikokrat eno tako izkušnjo tudi imam, v smislu, zaradi tega, ker žalujem, sem se izolirala, ne, ampak včasih je to predolgo traja, ne, včasih se tu predolgo mučijo v tej neki prav je, spodobi se. Ja, malo lahko to spoštujemo, ne, preveč pa jih ne puščati, da bi se to podaljševalo, ne. Včasih se ženske sploh zaradi smrti moža zelo izolirajo in tudi je to potem ena taka težka situacija lahko v tej osamljenosti. Na splošno pa lahko samo rečem, da je danes lakota po bližini največja lakota. Na splošno. Kljub temu, kakorkoli živimo, mladi, srednja generacija, stari ljudje, vsak smo v svojem svetu, vsak smo v svojih problemih, skrbeh, delu, in nikoli nimamo dovolj časa drug za drugega. In to je ne glede na generacije. Vsak vam bo hvaležen, če se bomo usedli in si vzeli čas drug za drugega. Ne. To je osnovno neko sporočilo tega. Predajanje življenjskih izkušenj smo že omenili, je zelo pomembno. Je pa tu pri teh predajanju ena taka, bom rekla, mehanizem. Mehanizem predajanja življenjskih izkušenj je v vsakem življenjskem obdobju drugačno. Mladi so v fazi učenja. Oni sprejemajo, naše sicer poslušajo naše izkušnje, jih poslušajo, ampak so v fazi učenja, želijo sami poiskati svoje vire, svoje izkušnje. To je tisto. Jaz bi ti rad nekaj preprečil, pa ti povem, glej, ne delaj tako, ker to se nikoli tako ne posreči. Ampak mladina mora se na svojih napakah učiti, ne. Potem smo v srednji generaciji, kjer smo ene stvari se že naučili, ene stvari še sprejemamo od drugih, ampak ne raziskujemo več toliko. Si že damo dopovedati, ene stvari že vzamemo bolj zagotovo. To je to. To vzamem, ne bom raziskovala, ne, so že drugi to pogruntali.
V starosti pa je predvsem to pomembno in to tudi osmišljuje njihovo starost, da naprej povejo svoje izkušnje. Začne se že v službi, kadar greste v penzijo, da mladini poveste, kako smo delali to, ne. Čeprav, ko je moja mama šla v penzijo, je bilo to malo tragično, nisi imel kaj predati, zato ker so šle ženske v penzijo, pa so namesto 5 žensk en računalnik postavili, pa naenkrat je en računalnik naredil vse stroškovno knjigovodstvo, ne, kar je prej 5 žensk tipkalo na roko, na kalkulator, ne, to je zdaj že tudi 15 let nazaj, naprimer, ne. Zdaj pa tudi, ne, ko ste v različnih teh funkcijah bili ali ste, je pomembno, da mladim poveste, kako se počnejo stvari, da jih ne kar tako pustimo, ne, naj se sami lovijo. Cenimo to tudi na delovnem mestu, ne. Kaj šele doma, kadar se, še imamo kaj vprašam, ne. Jaz sem rekla, jaz se ne bom pustila, da bi se naučila potico delati, ne, dokler mama zna, ne bo ona tam, ne. Meni nikoli ne rata, bom pa mogoče čez leta že dojela, kako to gre. Po drugi strani pa je moji mami tudi všeč to, ker je pač ona na tem področju dobra in pomembna in tudi mislim, da tu, zakaj pa ne bi potem starim ljudem dali to možnost, da se potrdijo v nečem, kar je dobro, kar oni obvladujejo, ne. Okrog tega predajanja izkušenj, ja, za prejšnje čase, ne, smo govorili, je bilo velikokrat zelo pomembno, kako in kaj. Danes pa se da že vse iz knjig prebrati, pa iz interneta, pa Google vse zna, ne, in star človek še bolj nebogljen in neuporaben, zgleda tako, ne. Si mislil, vsi so bolj pametni, ne, kaj bom sploh govorila, kaj. In smo spet pri tem, ja, tehnično so mladina doterala vse, ne, ampak življenjsko, o osnovnih, najbolj pomembnih stvarih v življenju pa še vedno ne vejo nič. In jim lahko vi date te stvari. Še vedno. Oni bojo naštudirali računalništvo, pa svojo stroko, pa vse, ampak kot človek v stiski, kot mlad človek v stiski, kot zakonska žena in mati, ko imaš vsega poln kufer, pa se k mami na kavo vsedeš, pa slišiš potem, glej, se, vedno je bilo tak, ne. Malo se vdahni, malo se premisli, vse bo jutri boljše, ne. Prvi 20 let, ko mi je govorila, vse bo jutri boljše, pa priješ v službo, pa poveš kaki gospe nekaj, pa pravi, glejte, jutri bo že vse boljše, pa si mlajši, pa si ne daš tega reči, kaj bo boljše, nič ne bo boljše. Ampak sčasoma vidiš, da so stari ljudje imeli prav, da se nobena stvar tako vroča ne poje, kot se skuha. In to so te življenjske izkušnje. In potem prideš do nekega uvida, ja, včasih je treba biti bolj strpen, ne, pa to ni danes popularno, ne, danes je treba biti malo bolj premišljen, ja, danes moraš biti samo mlad, lep, agilen, non-stop v službi, mora biti efekt od tebe, če samo reklame gledate, ne, ni kake reklame, ne, dobro, v eni reklame L'Oreal, tam je ena starejša, ne, pa še tista je cela polikana, tako da ni realna reklama, ne. In ob vsej te poplavi, ne, ko je vse to popularno, se res star človek lahko vpraša, kaj pa če jaz lahko prispevam k temu, kaj se dogaja okrog mene, pa moji mladi generaciji, ne. In zato vas toliko o tej potrebi v predajanju izkušenj govorim, da jih je treba izvati, da je treba poslušati, včasih sami začnejo, včasih pa moramo mi izvati. Verjemte, da ste zelo presenečeni, lepe stvari boste izvedeli, pa predvsem to, kar vam iz mojih izkušenj, naenkrat se vam zdi, da je res, marsikaj res, ne, ampak se pri 20-ih še tega nismo dali reči. Pri 40-ih, 50-ih se bomo že malo bolj pustili reči, da so imeli prav, pa da so se ene te iste stvari ljudem dogajale in da je modrost, ne, da prideš do neke modrosti z leti in da zakaj ne bi kaj poslušal in vprašal tudi tiste, ki so že to modrost vzeli, ne, v kakršnikoli obliki. Smiselno staranje je to, kar nas v bistvu rdeča nit pelje skozi vso to naše srečanje.
Že takrat, ko naprimer smo začeli proslavljati Abrahama na veliko, 50 let, takrat se veliko teh govorov na Abrahamu sem poslušala, se govori o tem, ja, zdaj pa je konec, zdaj pa si na prelomnici. Kar je pa še bolj, vidim pri teh ljudeh, da se velikokrat sprašujejo, kaj sem dosegel, kje sem zdaj, Če še nismo pri 40, ki meni se tu že malo začelo šajnati presneto, zdaj pa ni več zapravljanja časa, zdaj pa še samo pametno, je pri 50 vidim še bolj neka, smo nagnjeni k temu, analiza, kaj smo naredili za življenjem do zdaj, pa kaj še bomo, ker smo kauti že na polovici. In potem, ko pa se staramo in pojemajo vse te moči in osamljenost in vse skupaj, kar pač starost lahko prinese, se še bolj sprašujejo stari ljudje, kaj je imelo moj smisel. Je imelo smisel moje muke, moji žulji, moja leta v službi. A še kdo spoštuje to, kaj sem v službi delala. V službi vemo, da smo hitro zamenljivi, čeprav se zdimo tako pomembni, pa tako nenadomestljivi. Boljšega ne more biti, in moram biti veliko tam. Vse je res, mi, ki smo zdaj noter, fejst do grla smo noter. Tudi tempo življenja je taki, tudi službe veliko od nas zahtevajo in nehote dajo občutek, da se bo hiša podrla brez nas v službi. Ampak tisti, ki ste šli v penzion, pa ste videli, da je to vse šlo in da so že drugi tam, ali pa še 2 računalnika, pa samo ena gospa. In da te ne samo ljudje, da te tudi računalniki zamenjajo. Ne v vseh, mi, ki smo z ljudmi delamo, mene ne. Tam še ni računalnikov. Pa upam, da še nekaj časa ne morejo človeških rok nadomestiti. Ja, kam bomo prišli. Zato je pomembno, da si osmišljujemo življenje tudi drugje, ravno z človeškimi stiki, z nekimi drugimi kvalitetami v življenju. Vse je lepo, da smo oddelali svoje delo, da smo dali svoj prispevek družbi. Na koncu konca iz mojega poklica kot medicinske sestre nikoli ne doživljam to samo kot poklica, s katerim denar služim, ampak tudi kot poklica, s katerim lahko veliko dobrega naredim in me hrani že zdaj. Tudi, če je plačilna lista takšna, kot je. Vi, ki ste mogoče delali drugje, v kakih tehničnih bolj zadevah, bom rekla to z drugimi stvarmi, ne z osebami, ste še bolj verjetno doživljali, da ni vedno tako izpolnjujoče bilo v službi. Ni vas toliko gor držalo kot bolj utrujenost in izčrpanost in vse skupaj. Skratka, ko pridemo v pokoj, v penzijo, velikokrat mi stari ljudje tudi rečejo, vse smo se še parkrat s kolegicami videli, pa je to nekako razvodenelo. In potem nehote mislijo, da niso več pomembne, noben me ne opazi, nihče več se ne druži z mano in smo na potezi, da navezujemo te stike, da ohranjamo, da pa naše življenje vseeno ima smisel. Ampak osmišljamo si ga sami. To, da bomo pričakovali, da nam bojo drugi osmišljali življenje, je težka naloga za druge. Pa nikoli ne bojo zadeli, ker vedno bojo mogoče malo mimo udarili. Mi sami v sebi vsak dan znova iščemo smisel. Zakaj bomo vstali, zakaj bomo šli, zakaj bomo to pa to počeli. Zato, ker nam je to pomembno, ker nam to osmišljuje življenje, ker smo dobri, ker smo aktivni, ker želimo nekaj ustvariti v življenju. In to je to, kar daje smisel. In to je spet to, kar se ne morete začeti učiti pri 70. To se moramo učiti tudi zdaj, celo življenje. To moramo mlade učiti. Koliko ima mladih danes krizo smisla. Ne vejo, zakaj bi vstali pa šli v šolo. Ne vejo, zakaj se šolajo. Študirajo v nedogled, zato ker nimajo prave orientacije, ne vejo, kaj bi, zakaj ima smisel. Sama imam 4 otroke doma, 2 sta študenta, 2 sta dijaka in najbolj osrečujoče je za starša, ko danes lahko ti reče, da ve, kaj bo počel v življenju, kaj ga veseli,
Ker danes se več ne odločajo, kaj se splača, ker ne najdemo nekak branžo, kjer se bi fejst splačala, kjer bi pa strašno dobro šlo ali pa laufalo, pa da bi imeli občutek, da bojo takoj službe in tako, ne. Ampak da otrok, mladina lahko reče, da ima smisel, da ve, kaj bo delal, da ve, kaj ga veseli. Potem smo zmagali. To zdaj čutim, ne. In enako je pri starem človeku. Kadar začutim to notranjo energijo v njem, kadar vidim, da v očeh se vidi, ne, ja, sej sem naredil svoje, mladina živi po svoje, otroci so na varnem, hišo sem dal naprej, vse je rešeno in nisem nič na škodi. Sem zadovoljna, sem zadovoljen in vesel sem, kadar vnuki pridejo, vesel sem, kadar imam obiske, ne vežem nobenega na sebe in smo v nekih zdravih bližini in tudi distanci. In to jim osmišljuje življenje. Najhujše je, kadar so čisto osamljeni, kadar so hote ali ne hote distancirani, kadar so kaki prepiri v hiši, kadar se mlade generacije pa stare poskregajo. To so tudi stvari, ki iz generacije v generacijo se vlečejo. Tu mladi včasih ne znajo presekati in so lahko veliki problemi, skratka. Vse skupaj pa se odraža na tem, da star človek ne ve, zakaj bi se še sploh živel. In potem tudi zdravstvene težave iztirijo in potem psihične težave iztirijo, veliko je depresije, psihiatrija je vedno polna. Vedno polna. Tako za mladino, kot za stare ljudi. Pa tudi za tiste vmes. Kdajkoli pokličem v bolnišnico, da bi kakšen nujen sprejem rada upravljala, karkoli, ne, kadar imamo kakšne težave z starostnikom in je treba poseči tudi po bolnišničnem zdravljenju, vam rečem, ni postelje proste. Niti za božične. In še ta. Kadar pridemo v starosti, gledajte, vsi ne bomo, večinoma nas ne bo živelo in umrlo, tako kot je Leon Štukl, ne? Ki je še do zadnjega telovadil, hodil po drogih, se vrtel, tako da smo vsi to občudovali. Ampak vemo, da tudi on je celo življenje delal to, ne? Je treniral, je bil aktiven, je bil zdravo, živel, koliko toliko, ampak na koncu je v zavedljivi starosti in po kratki bolezni nas zapustil. Vsi ne bomo tako, večina nas ne bo tako. In nerealno je pričakovati, da, tako kot sem še danes slišala od ene hčere, ki je prišla za mamo urejati sprejem, veste, tako kot gledam staranje, ni fajn. In ne vem, če me ne bi najbolje, da me kar zdaj tu nekje tako pokosi in smo konec, ne. In sem rekla, gospa, to je pobožna želja, pa verjemite, da ne bi bili zadovoljni, ker takrat, kadar ta moment pride, se vsi zelo oklepamo življenja. In prav je, da odživimo tisto, kar nam je bilo namenjeno. Ali v lepi zdravi starosti, kadar nas ne bo nič kaj preveč pestilo, da ne bojo bolezni nam delale težave, ali pa, da bomo potrebovali nego, bomo starostno onemogli in bomo rabili pomoč tujih ljudi. In vam rečem, da je že zdaj pomembno, da razmišljamo tudi o tem, ker veliko starih ljudi še zdaj pri 80, 95 let tudi rečejo, si nisem mislila, da bom pa zbolela. Pa sem rekla, pa kako ste to mislili? Glejte, pa mladina je bolana. Ljudje pri 18 se borijo za rakom. A veste, kakšen blagoslov je, da ste vi do zdaj še nič zboleli, nič odležali, da ste še vi 80 let odlaufali na nogah, zdaj pa pač pride neke kolke, malo kolena in že kapituliramo. In to se spet pripravljati moramo že zdaj. Že zdaj, ko prvič začne križ boleti, pa eno pa drugo, ja, v redu.
Ne? To je ta M-šo, sicer ne bomo obupovali, ne bomo pa tudi se pustili. Ne? Bomo delali na tem, da bomo maksimalno dobri, da bomo pa dočakali tisto 80, koliko nam že je namenjeno. Nega starega človeka je velik izziv. Je velik izziv in ni lahko za nobenega. Je pa bistveno lažje, če se o tem malo premišlja, malo pogovarja, da se to ne tabuizira, ne? Ti pa res nikoli, gled kak si fit, ti nikoli ne boš, niti ne razmišljaj o tem. Potrebno se pogovarjati. Največ težav je v starosti, kadar ne moremo sprejeti tega, da smo onemogli, da rabimo pomoč ali pa celo kompletno nego, ravno zaradi tega tabuiziranja, ker ne sprejmemo, niti ne pomislimo, da bi pa mogoče to imela jaz v rezervi. Kaj pa, če bom? Ker je skoraj možno, da bom. Vidik nege bi vam rada predstavila z dveh strani. Najprej je največji izziv je biti negovalec. Biti negovalec staremu ali kakršnemu koli bolnemu človeku, pa biti pravim smislu negovalec, to zdaj ne mislim kot poklicni naziv, ampak kot vsakega od vas, ki vas lahko doleti, da boste mogli komu pomagati. Ste lahko v veliki stiski. Lahko ste v veliki stiski, ker se boste obremenjevali, kako. Pa vam rečem, da po osnovnih izkušnjah, kadar si doma svojci med sabo pomagajo, ne, ali pa tudi ti laična pomoč, kadar pridejo v pomoč, ne morete zgrešiti. Skoraj ne morete zgrešiti pri tej osnovni negi nekoga pomagati, umiti, obleči. To smo delali kot male otroke, rihtale in zdaj ne morete zgrešiti, da ne bi svojega starša znali umiti, obleči, da ne bi bili dovolj strokovni, bom rekla, v tem najbolj laičnem potrebah. Ne. Tako da problem je samo v teh zavorah telesnosti, soočanje z telesnostjo, soočanje z goloto, kar pa vam bojo zelo hvaležni, če boste znali to z spoštovanjem pristopiti. Hujše je, če so starostniki v zadregi, zato ker ste vi v zadregi. Če boste znali to nekako premostiti, ker je bolj pomembno, da ti pomagam, da te umijem, kot pa da se bom, jaz tega ne morem, jaz nikoli nisem mame videla nage. Verjamem, tako smo živeli, ne? Tako smo tudi, zdaj je vse drugače, zdaj vsi na pol nagi že po ulicah hodijo, ne? Mladina, mislim, da mogoče ne bo toliko imela teh zavor, ne? Ti stari ljudje, ki pa prihajajo še k nam, zdaj kot za nego, še imajo ta sram v sebi, ne? In tudi svojci kot so soočeni s tem sramom, z temi stiskami. In pa s tem ne znam. Pa vam pravim še enkrat, ne morete ne vem kako zgrešiti, ne? In vas bojo zelo cenili. Drugo, kar je spoštovati tistega, ki ga negujete. V tistem najbolj globjem smislu, da vam pusti v to vašo, v njihovo intimnost, v njihovo nemoč. On vas spusti. To je duhovni proces. To je duhovni proces, da vam on pusti, da lahko stopite v to njegovo mizerijo, nemoč, potrebo. Ker to ni lahka zadeva. In tu pristopati za spoštovanjem, ne zviška. Jaz sem zdaj tisti ta močni, ti si pa tisti ta, ki me rabiš. Takrat se spostavlja en psihološko takšen dober odnos, da vam bojo hvaležni in tudi vi boste nagrajeni, ampak z nekim drugim občutkom, ne samo hvala, ne? Ampak s tistim dobrim občutkom v sebi, ki ga vam ne more dati nič in nihče, nobena plača, nihče. Ko ga urihtate in se mi je zgodilo, da je Gospod me prima in poljubo roko, ne razkuženo še, ne. Samo smo rakavice dol dala, pa sem rekla, tak, zdaj smo pa urihtana. In je bil cel solzen, je poljubo roko in je rekel, to je čudovito, kaj delate. In take stvari hranijo negovalce. In od tega živimo mi, ne. Od takih momentov in od takih odnosov.
če se tega zavedate, če ne vzamete to kot, ti šmenta že spet. Ne. Ni vedno lahko, če to delamo iz dneva v dan, veste, da smo izgoreli, da ni vedno naš moment. Ampak če pa to imamo nekje v razmišljanju, potem vi, ki boste imeli doma 1-na-1 pristop na svojega, ne, boste to lažje delali, boste to spoštovanjem delali. Ne garantiram, da ne boste utrujeni, izgoreli, da bodo tudi vaši starši vam vzeli energijo, ker vzame, ampak tudi nagrajuje. Tudi nagrajuje. Zdaj pa se obrnimo v drugo stran, pa se uležimo v posteljo. Če smo tisti, ki potrebujemo nego. Vsak, ki neguje, bi moral enkrat tudi se vživeti, vležt. Če se ne moramo vživeti, pa vležt, pa se res poskusiti, kako je, ko rabiš drugega. Ko si nemočen in rabiš drugega. Vam rečem, ni fajn. Jaz bom spet govorila o tem, da sem zaradi lepih stvari mogla ležati, ker sem dvojčke pričakovala in smo se malo bali in so rekli, zdravnik je rekel, kar ležite, sam da se ne bo kaj zgodilo. Ne. Jaz sem si skozi dopovedovala, pa leži zaradi lepih stvari. Ti veš, da je lahko tudi zaradi zelo težkih stvari se leži v postelji. Ne. Ampak vseeno ni lahko prositi, rabim to, pomagaj mi to, da ne govorim o tem, da ležiš v postelji, imaš ves čas tega sveta in gledaš, kaj vse ni v redu okrog tebe. Ne? Ona omara je prašna, gled na mizi niso drobtin obrisali, tista šalca še vedno ni umita, je že cel dan tam. Te stvari imaš čas opazovati, kadar si v postelji. In to vam govorim zaradi tega, da lažje razumete tiste, ko vas pol gnjavijo. Glej, pa tam si šalico pustila, pa zakaj tega ne pospraviš, na primer, ne? Glej, kuhinjo gledam že cel čas z mojega fotelja, ne? Pa ne morem jaz sama pospraviti, pa bo mama, babica kaj rekla, ne? To je to. Če se enkrat v ta položaj postavite, boste vi tudi to videli, pa še več. Kar je pa najbolj ozavestite, ni lahko gnjaviti ljudi, pa prositi, kaj šele to, kar se kasneje zgodi, ko ste nepomični v postelji, imate pleničko, prepoten hrbet, ste žejni, se ne morete obrniti, vas vse boli, dolg čas vam je, pa še žalostni ste. In takrat, kadar jaz vedno osebje učim to, ne, ampak to sem ugotovila, pride samo s kilometrino. Ne moramo vse mladino naučiti v enem mesecu ali pa v enem letu. Ne. Oni tudi rabijo tista svojo leta, delovna leta, da bojo ugotovili, o čem govorim. Kadar pozvoni zvonec, idite tja s to usmeritvijo. V 3/4 primerih so upravičene prošnje, za nas podrobnjakarske, pa komplicirane, pa zakaj, vse to ni tako pomembno? Ja, je pomembno. Za mene osebno je pomembno. Ne? In z tega vidika je včasih, ko vam bo najtežje, če ste v vlogi negovalca doma ali kot obiskovalca pri kakem starostniku v domu, pa vas bo tako počakal, ko sahara vodo, jaz si prišel, zdaj pa mi tam zade ne segnem, ne me zmasiraj ali pa kar takega. Ne? To so stvari, ki so njim zelo pomembne. In če vam ne bo težko, se poskusite vživeti v to, kaj bi jaz počela, če bi tako ležala v postelji. Da ne govorim o tem, ampak to bomo v naslednjih še predavanjih, vidim, da imate zloženko na mizi tudi vsi, o demenci veliko govorili, tako da se danes sploh načrtno demence ne omenjam, kaj pa oni rabijo, ker to bomo naslednji mesec vse predelali, vsako minuto njihovega življenja bomo poskušali iti, ampak čist noter v njihovo glavo, da vidimo, kako deluje, pa kaj mi vidimo, kako od zunaj izgleda, kako pa to predvidevam, da od znotraj izgleda. Ker nihče ne ve točno, kako oni razmišljajo. Okrog tega negovalnega odnosa bi še samo omenila,
Kaj največ škode naredimo, s katerim stavkom največ škode naredimo vsem generacijam v zvezi s tem, da bi naredili to potrebo po negi čim bolj človeško in da se ne bi naredilo veliko škode. Nam, ne, ki bomo tudi enkrat rabili. Raje umrem, kot da bi bil otrokom nadlego. S tem stavkom si naredimo največ škode. Zato, ker če izhajamo iz tega, kaj vam zdaj govorim, biti negovalec ali pa biti negovan, da če tu noter najdemo ta spoštljiv, globok odnos dajanja, prejemanja, spoštovanja, cenjenja, potem raje se pripravimo na to, da ne bomo v nadlego, ampak da bomo skušali drug drugega tukaj tudi bogatiti v tem odnosu. Ker kakorkoli je bilo težko, toliko otrok, odraslih hčera, sinov je reklo, veste, kakorkoli je bilo težko, ampak to, da sem do zadnjega lahko pomagala mami, očetu, tudi v negi, tudi v vseh teh momentih bolečih, ko ostanemo sami, nas to hrani. Nekaj sem dala, nekaj sem ji pomagala, nekaj sem lahko še naredila za njo. In to je za tiste, ki ostanemo žalujoči, zelo pomembno. Najslabši občutek je, kadar nam ostareli umrejo, odidejo in imamo mi zelo nerešene občutke, zelo občutke krivde. Nisem se dovolj vložila, nisem dovolj se potrudila. Ne? Bi lahko to, bi lahko ono. Tu je tudi ta moment, da to je naša priložnost. Starost je priložnost za čisto vsakega. Od mlajših, od srednjih, da še nekaj predamo tudi in pomagamo, da jim damo to smiselnost. Vredo je, babi, da si tu. In tudi od pokojnih še vnuki zdaj citate uporabljajo lahko. Veš, kaj je babi vedno rekla, ne? To so stvari, ki potem vidiš, aha, ni bilo tako mimo. Ni bilo življenje njihovo tako mimo. In pa še tole. Potreba po nesmrtnosti je kot zadnja, kot najvišja potreba. Sliši se zelo tako nebeško. V bistvu vam hočem samo govoriti o tem, da vsak bi rad za sabo pustil neko sled. Čisto vsak. Ali je to mlad človek, bi tudi rad nekaj bil. Po čem se ga v razredu spominjali. Ne? Po čem bom jaz v osnovni šoli sem bil dober. Kaj bom v srednji, kaj bom v razredu pomenil. Kaj šele kasneje. To je to, kar nam daje smisel v življenju in tudi kaj nam daje ta občutek nesmrtnosti. Tukaj je tale pesem, na koncu piše, Anton Aškerc je, ja, Čaša nesmrtnosti. Zelo lepa pesem, ki sem jo prepisala samo iz tega, ker boljše ne gre povedati to, kar bi želela povedati. Kakorkoli danes življenje nas ocenjujejo in ovrednotijo, kaj je pomembno in kaj ni pomembno, vedno znova prijemo do tega, da nas na koncu noben ne bo preveč spraševal o tem, koliko jurjev je kdo imel kje naloženih, pa koliko smo zgubili, pa kaj vse smo v tem. Ampak, kaj si počel v življenju, po čem se me bojo spominjali? Po čem se me bojo spominjali? Ali je to v delovni sredini? Ali je to moji otroci v družini? Ali so to moji starši? Ali jaz? Kaj bom si zapomnila od staršev, ki so zdaj 65 stari? To je bistveno. Čeprav je to zelo nepopularno v tem momentu materialističnega sveta, ki propagira vse drugo. Ampak na takih večerih, kot je to, se rada bi, da bi se vsi zazrli malo v ta naš moment, v tem trenutku, kje živimo, kaj smo, kaj dajemo, čemu damo v življenju prednost. Kakorkoli je moja babi delala, pa je bila nakmečka ženska, ki jo je kar sredi dela srce zapustilo. Kaj mi je ostalo najbolj? To, kako se ona zvečer imela energijo z nami, mladimi puncami pogovarjati. Kako je ona razložila, kako je moža srečala. Dedija, ki ga nikoli nisem videla, ker ga je v vojni, drugi svetovni vojni izgubila. Kako je to bilo, ko so Nemci prišli v vas? Tega mi pri zgodovini nismo vzeli, ne, v šoli.
To so stvari, katere nam povejo ljudje, ki so to živo skozi dali. Jaz vem, da je fejst delala, pa da je kmetija obdržala po konci, ampak te stvari nam ostanejo. Človeški stiki, spet izkušnje, spet neke življenjske zgodbe, da vemo, kje smo, odkot smo, kam gremo, odkot prihajamo. V zvezi z nesmrtnostjo bi še samo rada povedala tudi, da star človek, kakorkoli se nam, generaciji mlajšim, čudno zdi, njim je zelo pomembno, kje je grob. Kakorkoli se mi nočemo pogovarjati o smrti, o pogrebu, o spomeniku, kaj bo pisano gor, ali bom pokopana klasično, ali bom kremirana, karkoli. Kadar so stari ljudje v nekih določenem momentu začnejo govoriti o tem. In takrat najslabše, kaj mi naredimo, to pa res, to niti menile se ne bomo, zato ker to še ni zdaj cajt. Ne, izkoristite ta moment. Kadar vam star človek pride s takimi temami naproti, ni vedno to depresija, včasih želijo povedati svojo željo. In je pametno, da jo veste. Koliko žena, koliko hčera je potem, kasneje, ko so onemogli starši v postelji, trpeli tako onak, so skozi razmišljali, pa smo jih spraševali, pa kaj sta se kaj pogovarjali, kaj si je mama želela. A si je želela duhovnika? A si je želela to? Je bila verna žena? Je želela to? Ali želi? In potem smo včasih v stiski. Veš kaj, nikoli se nismo pogovarjali o teh stvarih. Pa je zelo, zelo pomembno, da vemo mi, ki še imamo te naloge, da bomo svoje starše pospremili, da vemo, kakšne so njihove želje. In tisti, ki ste starejši, dajte brez zavor, kadar boste to čutili, ne na silo, kadar boste to čutili, tistim ljudem, ki so vam pomembni, ker to se ne govori na vsakem kofetu ravno, da se pove, kako in kaj. In tako kot piše, je življenjska šola okrog tega, kaj sem vam zdaj govorila, resnično se veliko lahko naučimo, kadar smo v tem odnosu, da moramo drugim pomagati.